Hvala Martina, hvala Mariborski knjižnici, da sva nocoj lahko tukaj. Kar nekaj časa smo se dogovarjali za ta pogovor, pa nam je kljub vsemu in končno uspelo dobiti termin. Kot je že Martina povedala, Aljoša, dobrodošel v Mariboru, dober večer tudi vsem vam. Vse tvoje najpomembnejše vloge je naštela, torej dramski in filmski igralec, TV voditelj in po Petrovi, pa majčkeno tudi moji zaslugi, tudi pisatelj s knjigo, ne samo kolumnist časopisni, ampak pisatelj s knjigo. Melita Forstnerič-Hajnšek, sicer novinarka, Večerova, ki sem jo povabila, da bi vodila ta pogovor, pa žal ima neke zdravstvene težave in ne more. Je pa vodila zelo zanimiv in simpatičen pogovor na živih dvoriščih junija, morda je bil kdo takrat z nami, veliko zanimivega sta takrat torej naštela, našla, povedala. Pravi v spremni besedi, ki jo je napisala, tako, on misli svojo glavo, ne, to sva nekako Peter potem majčkeno predrugačila iz te že omenjene oddaje, ampak velja zate, da misliš svojo glavo in sva kar zadela, se mi zdi. Melita pravi, pameten dečko, tisti tip igralca, ki vsako materijo zagrabi z močnim intelektualnim, etičnim angažmajem, ki ga ta svet boli, jezi, ki še verjame v njegovo spreminjanje, je načitan. Melita je v oklepaju napisala glasbeno izobražen, jaz mislim, da si izobražen še na kakšnem drugem področju, empatičen in seveda tudi kritičen. Jaz sem pristavila, da bi lahko rekli, da je kar brez dlake na jeziku, tako in drugače. In nocoj bomo postavili v ospredje torej tebe kot pisatelja, kolumnista, mogoče pa bodo tisti druge tvoje vloge majčkeno v drugem planu, ampak torej Mariborska knjižnica je knjižnica, mi smo knjižna založba in je tokrat v ospredju to. Kmalu ti bom dala besedo, oprosti. No in še tole je tako simpatično, da je urednik Večera, Aljoša Stojič, iskal novega kolumnista in potem so se v desku, oziroma pravi Melita v tistem njihovem open spaceu, ki ga je uvedla ena njihova odgovorna urednica, pogovarjali, kdo bi to bil, in vsi so bili za to, da bi bil Aljoša Trnovšek. In tako se je zgodilo, da je enega Aljošo zamenjal z drugim Aljošo. Torej Aljoša Stojič je Aljošo Harlamova, ki je do tedaj pisal v rubriki Ona, on kolumne, zamenjal z Aljošo Trnovškom. No in to omenjaš tudi v svoji prvi kolumni, mimogrede ti. Mene pa zdaj najprej zanima, kako si sprejel to nalogo, ker pravzaprav pisanje, sploh pa kolumne, ne? Kolumne pravijo, da naj bi bile, oziroma gotovo so kraljica novinarske zvrsti, v bistvu imaš omejen prostor, razviti moraš neko temo, jo argumentirati, pa še biti aktualen. In časovni okvir pa tudi ni nepomemben, mislim, čas, v katerem moraš to oddati. Kako je bilo najprej sploh, kako ste se začeli pogovarjati, si imel kakšne pomisleke ali si rekel iz prve, ja, gremo, in kako se je potem odvijalo naprej? Ja, dober večer, še enkrat vsem skupaj. Ja, pogovarjali se kaj dost nismo, no. Pač Aljoša me je kontaktiral, poklical in vprašal, če bi jaz pisal kolumno. Jaz sem bil seveda šokiran, ker niti nisem vedel, od kod je to zdaj prišlo.
Kdo se je tu na mene spomnil? Mislim, v življenju nisem ničesar napisal, kar bi objavil, no. Dobro, drugo so v gledališču avtorski projekti pa te stvari. Tu sem imel že nekaj izkušenj, no. In seveda, ne, ni bil to tako ne, niti slučajno, ne. Ampak, mislim, nisem vedel, ali znam sploh kaj napisati, no. Mislim, glede na to, da je kolumna pač kraljica nekega novinarskega poklica in tak dalje, seveda ti imaš tukaj pač teh 3500 znakov z razmaki vred, v katerih moraš pač, ja, nekaj začeti, nekaj razviti in nekaj zaključiti, ne. In nisem, takrat je pač glih pravi trenutek je bil, no, ne vem, kako ne drugače rečem. Glih sem bil malo fraj, v bistvu nisem bil totalno in polno zaposlen, ne. Plus tega, pri tej kolumni je pač, pristal sem tudi zaradi tega, ker je to enkrat na mesec bilo, ne. In tu imaš pa kakorkoli gledano dovolj časa. Zdaj, če je tedenska kolumna, je to malo bolj komplicirano, no, mislim komplicirano, pač vsak teden moraš dati ven nekaj, ne. Zdaj enkrat na mesec sem rekel, pa ajde, da probamo, no, enoletna pogodba, pa da vidimo, pa se tudi, če ne bo šlo, pač ne bom več, ne. Zdaj parkrat se lahko sramotim, pol bom pa videl, da ni v redu, pa bom nehal, ne. Ampak potem, ko sem začel pisati, sem videl, mislim, še zdaj imam jaz rešpekt do pisanja, no, ne vem, kako naj to drugače povem, zaradi tega, ker se mi, ne vem, še vedno, kar se tega tiče, nisem toliko samozavesten, da bi lahko kar stresel z rokava, no, karkoli, tako da se tudi pri vsaki kolumni, no, redko katera je bila, da sem se res rekel, super, gled, to pa grem zdaj napisati. Vedno sem se po domače povedano, ko lačen srat spravljal pisati, pa vedno prelagal, pa pol v torek je bilo treba oddajati, pa pol vedno prelagal, pa pol ajde za vikend, pa vseeno, da sem napisal, ne, pa prespal, pa pol še enkrat, dvakrat prečital, popravil in tak dalje, ne. Tako da, ja, ampak mi je pa v vsakem primeru v veselje in zdaj, ko je ni več, ne, mi kar malo manjka, no. Bi rekla, ja. Kolumne so bile v bistvu v skupni rubriki Ona, on, pisala sta jih z Normo Bale, ona je bila ona, ti si bil on. Sta vidva imela med seboj kakšno interakcijo ali sta pisala? Ne, nobene. Čisto vsak samo ločeno, nič. Tema je bila določena, ja. Kaj, v mesec naprej ali? 2 tedna naprej sva dobila temo, oziroma jaz sem pol prosil, no, ker včasih je prišla tudi kasneje, ne. Ampak sem pol prosil Aljošo, sem rekel, daj, please, 2 tedna prej mi sam daj temo, no, toliko da lahko človek malo razmisli, pa se tudi okoli česa še izobrazi, če je kakšna tema, o kateri, ne vem, v kateri nisi domač, no, sploh, ne, recimo, ne. Tako da imaš pol neki 14 dni, no, se mi zdi okej, da še nekaj pošnofaš, da najdeš nekaj, no. Si lahko kakšno vzel tudi iz, bom rekla, zaloge, si lahko kakšno napisal na zalogo, ali je šlo vse tako rekoč v živo? Vse je šlo v živo. Ja, vse je šlo v živo, zaradi tega, ker teme ni bilo. Teme jaz nisem imel potrebe. Ja, razumem, ja. Nisi mogel nič sugerirati uredniku. Ne, prva je bila moja. Vinilka. Ja, ta je bila moja, ker so se z Aljošo pogovarjala, pa to, pa čist tak, no. In so prišla pač do muzike, do vinilke in rekel, evo, dobro, tema prva, v redu, piši, ne. Pol pa ne. Pol pa ne več, oziroma edino, kar sem še prosil, je tole pesem Perotu, kolegu mojemu, ki sem jo v bistvu že prej napisal, no, v gledališču, ker smo pač objavili
in komemoracij in tako dalje. No, to sem prosil edino, če lahko to v bistvu objavi. Ja, no, o tej bova mogoče... Je pa bilo, nekako se upadlo to, no, zaradi tega, ker v bistvu niti s temo je se upadlo. V bistvu spomnim se, da je tema bila minljivost, ki ni bila na mojo. Nisem jaz sugeriral, ne, in pol, ko sem videl minljivost, pa to se je takrat pač vse skupaj dogajalo oziroma zgodilo, in sem pač takrat rekel, ti, jaz bi, če lahko to objaviš, no. Ni 3500 znakov, je manj, ampak vseeno. Ne. Se ne vem, to je, torej Aljoša je zdaj govori o, ne o kolumni, ne, to ni kolumna, to je pesem, slovo od stanovskega kolega Petra Musevskega, prijatelja. Ne vem, a misliš, da bi mogoče, jaz sem majčkeno upala, da boš to nocoj prebral, bi jo mogoče prebral, ali lahko? Preberem, lahko. Se ne, se te bolj na koncu, ne? Oziroma ne, to je 2020, ja. Ja. Ja, to je za mojega prijatelja Perota. Poznal sem človeka. Poznal sem človeka mehkega kot oblak. Človeka, ki je spoštoval malega človeka. Človeka, ki je ljubil. Človeka, katerega sinova sta mu rekla Pero. Človeka, ki je živel v gledališče. Človeka, ki je bil zaljubljen v kamero. Človeka v trenirki. Poznal sem človeka, ki je imel rad pivo, a se mu je odrekel. Človeka z umazanim avtom. Človeka, ki bi ga lahko v istem trenutku klofnil in objel. Človeka, ki je izgubil živce, če ni zadeval prvega servisa. Človeka pa si ljubca. Poznal sem človeka, ki ni prenesel krivice. Človeka, ki ni mogel sprejeti, da so nekateri zli. Človeka strastnega kadilca. Človeka hazarderja. Človeka odprtega srca. Poznal sem človeka, ki se je boril z demoni preteklosti in sedanjosti. Človeka, ki je globoko bolečino zadržal zase. Človeka, ki se ni naučil teksta, dokler ni bilo nujno. Človeka z nenavadnim glasbenim okusom. Punkerja, ki ni hotel priznati, da mu je všeč tudi blues in ki ga je navdiševala narodna glasba Srbije, Bosne in Makedonije. Poznal sem človeka, ki je obleke znosil do konca. Človeka, ki je imel rad sir. Človeka, ki je imel rad sarmo. Človeka, ki je zapel svoj mami v slovo. Poznal sem človeka mehkega kot oblak. Oblak je odneslo neurje, ampak prepričan sem. Ko bom v nekem vročem poletnem popoldnevu pogledal v modro nebo, bo lahna sapica spet prinesla ta oblak. Srečno pot, Pero. Tukaj skoraj ni kaj dodati kot to, da je to res ena pesem prijateljstvu, ki govori tako o tistem, o katerem piše, kot o tebi. Zdaj pa mogoče greva, zdaj smo torej vstopili v december, malo hladno postaja, jaz bi pa zdaj stopila malo v pomlad. V tisti 23. marec, ki je pač en tvoj dan, ne? Letos je bil prav poseben, pa me zanima, kako se je to pri vas dogajalo in kaj se je dogajalo tisti dan. Ja, nič pač dobro. Tale Abraham je prišel,
nezadržno in neizbežno. Nič, jaz sem tako vsak dan, sva se zdravim s sinom ustala, ga peljem v šolo, normalno pač pridem nazaj in pač imamo nekako tale bivalni del od spalnega ločen z zavesami in so bili zavese zagrnjene, ko sem prišel domov, pa mislim, dobro, pač Lada, ne vem, ali si čik prižgala tam, pa da ne smrdi, pa v redu. In nič in sta ata in mama bila tam, ne, in sta mi pač dala darilo. Sta prišla pač z Maribora, se pripeljala in to 8 zjutraj. Dobro, pač rečeš, v redu, no, se pač 50 let je, ne. Lepo, ne. No, v glavnem pol je bila knjiga pač v kartonu takem, ampak odprta. Tako da jaz nisem platnic videl. In ste mi pač dali za rojstni dan knjigo in sem rekel, super. Tako kot mnogokrat, mislim, da se ni ni zelo prvič bila knjiga, je pogosto darilo knjiga. In sem rekel, super, pa lep pogledam, čigava je ta knjiga, mislim, katero knjigo sem dobil, no. In sem dobil svojo knjigo, ne. Za katero niti nisem vedel, da sem jo napisal, no. In tudi nisi vedel, da si pogodbo podpisal, oziroma da je nekdo podpisal pogodbo v tvojem imenu. Ja, nič nisem vedel, no, v glavnem, šok je bil, no, v glavnem. Mislim, da upam, da pozitivno. Ja, pozitivno, ja, definitivno. Kap me ni, čeprav smo, ne, še sedim tu zmeraj, čeprav je pri moških vedno, to je rizično obdobje tu, ne, malo pred 50 pa po 50. Ja, tu se začne, ne, mislim, to je. To je za, kar se srčne kapi tiče, je tu rizično, tako da, ampak sem preživel. Nič, pol smo pa rajali. Ja, ata in mama sta tudi preživela, ne, pa slišim, da vidva z Petrom, tvojim očetom, imata neke take igrice, velikokrat, kdo bo koga bolj, mislim, zafrknil, če smem reči, ali pa kaj takega. Ja, mama, ja. Mata. Ja. Aha. Ja. Tako da... On je zdaj meni vrnil, no, tako bom rekel. Ja. Ne. To je bil, kaj ne rečem, to je bil revanš, no. Knjiga je bila revanš. Aha, ja. Na nekaj drugega. Na nekaj drugega. Nekako sem, tu pa tam kakšno kapljico mi je Peter v tem času, ko sva se dobivala, ne, in resnično nisi vedel ničesar. Nič, absolutno nič. Ja, še pri nas na založbi pravzaprav niso vedeli, zakaj Peter Trnovšek tolikokrat pride k meni. Vedeli so samo to, da je vedno prinašal sladkarije, ne, tako da kakšna dekica je šla takrat gor in vedno je bilo nekaj drugega, pa rožice, seveda, ne, tako da je bilo to. Ne vem, kakšno tako anekdotico mi je povedal in sem slišala, da si bil recimo ti takrat zelo navdušen nad njim, ko je na podelitvi Borštnikovega kot vrgel prstan med publiko. Ja, super, ja. Takrat si bil, ampak potem, ko si videl, da ni bil pravi prstan, pa nisi bil več tak zadovoljen z njim ali kako? Ne, bil, še bolj. Še bolj? Ja, valjda. Še bolj, ne. Mislim, pač vse nas je uspel nategniti, to je bil cilj. Aha. Torej, zdaj verjetno ti pripravljaš, torej zdaj si spet verjetno ti na potezi, ali pa te bo mogoče prehitev, ali pa kaj takega. Ja, ne vem, ja. Bomo videli. Mislim, to pride, no. To ni zdaj, dobro, neke stvari se planirajo, ker se morajo planirati, ne. Ampak zdaj, katera bo naslednja priložnost, ne vem točno, ampak bomo videli, kaj se bo zgodilo naslednjič. Ok, zdaj pa, če se bomo videli, ne? Bosta povedala ali pa bomo kje kaj prebrali. Ja. Zdaj pa, če se vrnemo k knjigi in k Melitini spremni besedi, takole ona nadaljuje tam v tistem uvodniku. Bil je popolna neznanka zame v pisanju in prav zanimalo me je, kje sprehaja svoje misli, kako pismen je, kaj ga vznemirja. A že s prvimi kolumnami je dokazal, da je zrel,
ne egocentričen, s čemer se ti čisto ne strinjaš, tehten, da nikakor ne lovi bralca na populistične štose. Predvsem pa ima presenetljivo izbrušen slog. Pa saj prav tak je tudi na odru. Ima neko nenavadno zrelost. Včasih mi v pisanju deluje starejši, kot je v resnici, minimalno je humorja, bolj sarkazem, liričnost posveti tu in tam iz kake kolumne, raje ima prvo osebo množine kot ednine. Razmerje med intimnim in javnim je zelo subtilno. Komaj kje zaide čisto v svoj osebni, zasebni svet. V drobnih pramenih ga prinaša tu in tam, bolj sporadično. In to mislim, da je kar večino stvari se bi strinjal z tem, kar je zapisala Melita. Bi. Bi. In zdaj od tistih, mogoče če se malo dotakneva tistih bolj tvojih osebnih zgodb, bi kakšno izpostavil? Ne vem, nisem dolgo že prelistal. Že dolgo nisi knjige, ne? Ja. Mislim, da je seveda tista prva vinilka gotovo, tam govoriš, ampak to ni toliko intimno, osebno, govoriš o svoji ljubezni do glasbe in do zbiranja vinilk, ki so zdaj tudi silno popularne, ne? Ja, mislim, spet postajajo, sej nikoli niso zginile, ampak v bistvu je zginilo to, kar smo mislili, da nikoli ne bo zginilo. Torej recimo CD-ji so zginili, ne? Tako. Zdaj so pač pretočne vsebine, pa vinilke pa seveda ostajajo. Meni je to pač kakorkoli gledano najljubši nosilec zvoka. In po eni dolgi pauzi, kaj pa vem, enih 15 let ziher, mogoče celo 15, ajde rečemo, no? Kupovanja CD-jev, ne? Sem začel spet pač nazaj vinilke kupovati, no? Pa seveda k temu spada pol tudi še gramofon pa vse ostalo, kar je zraven. V nekaterih govoriš tudi o obiskih nekaterih koncertov, ki se jih spominjaš, ne? Potem tudi mislim, da tudi slikanje oziroma slikarije, torej likovna umetnost ti nista tuji, ne? Ne, nista, ne. Pač v eni kolumni pač govorimo o abstraktni umetnosti, no, v bistvu, ki je dosti ljudi, no, pač, kako ne rečem drugače, abstraktno umetnost jemlje kot čirole čarole oziroma pač, kaj čem, zdaj tudi lahko tu vzamem platno pa načečkam gor malo sem pa to dvakrat naredim pa je zdaj to, kaj je zdaj to, ne? Ampak ni res, ne, to absolutno ne, zaradi tega, ker prava abstraktna umetnost nosi energijo in misel človeka, ki jo je slikal, ne. To sem pa doživel pač v Barceloni, tam na Montjuicu, Fundación Miró, Joan Miró, ki sem pač šel v galerijo in se sprehajam po galeriji in me pač pritegnil en triptih Mirojev. Levo ena ogromna slika, desno pa centralno. Imaš pač tam klopco pa gledaš, ne, ta res ogromen triptih, no. Mislim, platna so, kaj pa vem, ne vem, 3x2 metra platna, ki so v bistvu točno to, kar sem rekel, bela platna s packami, ne. In sedim in sem se zagledal, no, ne vem, in nisem mogel stran, sem 1 uro sedel tam. In konstantno razmišljal o minljivosti, o smrti in ok, v redu, in po 1 uri vstanem in pač sem šel pogledat,
kaj je naslov, mislim, naslov slike, ne? Naslov slike je pa misli na smrt obsojenega. Ja. In to je ta potrditev bila meni, ne, da v bistvu tudi prava abstraktna umetnost, ki ne nosi nekih motivov, ne, ni brez veze. Ne. Mislim, Miro ni te ene poteze pa 3 pack naredil kar tak. Ja. Plus tega je ga nekaj mučilo, žulilo, kakorkoli to imenujemo, in zato je, in očitno je o tem razmišljal, ne? In to sije še po vseh teh letih in bo sijalo iz te slike še, ko bomo mi umrli, ne? Ja, se spomniš, Peter, tudi ta slikarija je bila v igri za naslovnico v enem trenutku, ampak potem sva šla vendarle v neko bolj direktno povezavo z rubriko, ne, in ta znak, ki je tudi v rubriki bil uporabljen, sva uporabila. Na vsak način pa mi je Peter povedal, da mora biti nekaj malo rdečega, nekaj uporniškega, kajti to tako v vaši družini kot v tebi je zelo pomembna in prisotna komponenta. No, in potem sva kanček tega navrgla tukaj na naslovnico, ta pravi del je pa potem, ko knjigo odpreš, ne? Tako da tukaj pa potem zažari Aljoševa rdeča. Dobro, pač, če jo gledaš tako kot rdečo, ne? Je rdeča. Ja. Je rdeča, ja. Zdaj, ko sva govorila, bova kmalu prišla do te tvoje družbene kritike, ker se mi zdi, da je to seveda tvoj najmočnejši del, ampak ko sva govorila o teh malo bolj osebnih temah, je ena taka simpatična kolumna z naslovom Pubec. Ko si se moral kot mlad fant, ne, postaviti pred očetom in si to, torej tvojega prvega dekleta, če je, mislim, da je šlo za prvo dekle, ne, in si to naredil zelo pomoško in zelo džentelmensko. Ja, zdaj sem se spomnil, moram se spomniti, kaj je bilo. Ja, pred njenega očeta sem se. To je bilo tako, ne, vsak je enkrat izgubil nedolžnost, ne, mislim, kar se tiče seksualnosti, mislim. In meni se je to zgodilo, ja, v Opatiji, kamor sem bil povabljen strani staršev moje prve ljubezni, moje prve punce. In seveda najprej je bilo pač problem to, ko nam je mlajšega brata. In smo mi 3 zdolili skupaj sobo, ne. Mama, pata pa sama, pa ne. Dobro, ampak okej, to smo mogli pač bolj pogoltniti, no. In tako dalje, no, v glavnem. Stvar je bila v tem, da naj jo je mama dobila. Caught in the act, bi se temu reklo po angleško. Pa dobro, meni ni bilo sram, niti nič, no, v glavnem. Večji problem je bil s starši njenimi, ne. Pa dobro, mama je bila še tako se je bilo nazaj. Mame smo vedno še milejša varianta. Ja, milejša. Ampak je pa šla povedat, ne. Mislim, ni pa rekla, okej, dobro, v redu, ne, ampak je šla povedat, ne. Atejo, ne. Ate je bil pa mesar. In potem se spomnim pač, da smo sedeli na polnem penzionu smo bili v hotelu in smo sedeli pri kosilu, se spomnim. In to je bila tista smrtna tišina, ne. Seveda tam je bil mlajši brat,
ker to se ne govori, ne? In se seveda ni smela pogovarjati o seksu pri mizi, ne? Pa sploh, če je bil tam mlajši brat in ta mučna tišina in ata se je nekako izogibal pogledom, ne? Torej, da bi se srečala s pogledom. In potem sem pa pač jaz začel, no. Sem pač jaz njemu pamet solil, no, v glavnem se takrat tako 16, ni ostalo koliko, 15, 16. In pač jaz sem njemu rekel, da nič, da se meni to, mislim, da damo se pogovarjati, pač o seksu, meni to nič ni za takega, pa da zakaj bi zdaj to mogli, ne, zdaj tako dramo delati z tega, pa to, ne. Ampak seveda, foter ni spregovoril besede, ampak je samo srebal župo, pa vlekel rezance not, pojedel, vstal in šel. Brez besede. Nič. Smislu, dobro, te pa nič, kaj tečem zdaj, ne. No, ampak pol je pa še mama še enkrat prišla pa rekla, no, pojta zdaj v našo sobo. Ne? Ker tam ni bilo malega, ne. No, in pol sem pač prišel v sobo, foter je ležal na posli, z zobotrebcem v ustih, pa skozi to se je slišalo, to je bilo vse, pa delal se je, da bere knjigo. In pa so prišla midva, pač s punco, z Barbaro, prišla in sva stala tam, ne. In on pa nič, ne. On pa, to je bilo to, ne. In potem sem spet jaz začel, ne. No in pol je, on spet ni spregovoril nič, ampak samo pol po mojem traktatu, zato pač jaz sem pač govoril, hotel govoriti, da ni te neprijetne tišine, pa ne, da pač vse nekaj, da je v zraku. In nič, pol pa je sam rekel na koncu, Čupubec, dosti imaš, ven. No. No, in tako. Tak se je končalo in pol, in to je bilo to. Aha. To je bilo to, kar se od tega tiče, ampak pol kasneje, je pa že v eni pijani družbi, bil tudi vinogradnik je bil, oziroma je še, no, se ni pokojni. Pol me pa imel rad, ne. Pol pa je vsem govoril, ja, to ti Pubec ima pa masla na glavi, ne. Tako se je hvalil pač. Ja, da si ta pravi Pubec. Ja, da pravi Pubec, pravi Pubec. Ko sva torej izbirati ni bilo kaj, ker kolumen je bilo toliko, kot jih je bilo. Midva s Petrom sva si silno želela, da bi jih bilo 50, ampak sva vedela, da je to misija nemogoče, ker pač je tisti 23. marec 2022 prišel prehitro. Ja. No, ampak tudi... Pa se jih tudi ne bi dočakala. Tako, no, zdaj sem hotela Petra pomiriti, da jim je sledilo jih samo še 5. Ja. Pravzaprav ena lepša kot druga. Nekako sva še hotela tisti 8. marec spraviti noter, ampak potem bi bilo pa vprašanje izdaje knjige res veliko oziroma ne bi prišla pravočasno. To pa ni šlo, ne? To pa ni prišlo v poštev, ampak o tem 8. marcu bi pa vseeno rada nekaj povedala, ker je tako srčen in ker si tako spoštljivo govoril o vseh ženskah tvojega življenja, ne izpustevši nobene. Ja, jaz pač koliko, 2 ali 3 8. marci so bili, no? 3, ja, 19, 20, 21, ne, 4. Ja, še 22, 22 si napisal to. No, glavno, vedno je bila nekako okoli 8. marca, če je šla kolumna, takrat je bila vedno tema to.
mislim, ni nujno, da je bila tema 8. Ja. marec, vem, da predzadnji 8. marec, ne, ta je bilo glih takrat, ko se je pač Me Too, v glavnem, ta Mia. škandal, ki je bil na akademiji, Mia pa to, ja. No, takrat sem pač o tem pisal, ne, ker je glih sovpadlo z 8. marcem. Ja. Ja, tu pa sem pač pol za 8. marec nekako mal presek naredil vse nekako ženske, ki so me zaznamovale, no, v mojem življenju, ne. Začel sem z mamo, seveda, normalno, vseeno prva ženska, s katero imaš v življenju kontakt. Pol je bila teta Zlatka, ne? No, teto Zlatko sem tudi jaz poznala, je učila na naši šoli in tudi mi smo Tone jedli Čufer, njeno ja. pecivo. Pol je bila Barbara, ne? Sem opisoval, ne? Torej prvo ljubezen, prvo ženo, pa zdajšnjo ženo, ne? Ja. Ja, ne vem, ne vem, kaj naj v bistvu še rečem drugega, kot to, kar je bilo v kolumni. Pač, ne vem, meni se je od nekdaj zdelo to pač absolutno nerazumno in nesprejemljivo, da je zaradi spola nekdo manj vreden. Ja, to o tem govoriš, ja. To je meni v bistvu suludo, no? Ne? Isto barva kože, isto spolna usmerjenost, ne? Jaz bi tu bolj klasificiral med ljudmi, ki so kreteni, pa ki niso kreteni, ne? Tu bi se lahko mogoče kaj delalo, ne? Kakšne diskriminacije, katere mogoče niti ne bi bile diskriminacije, ampak bi bilo to zasluženo. Ja, ne? Torej nekdo, ki pač dela slabo ljudem okrog sebe, ne? Ki ne zna sobivati z ostalimi, ne? To je problematično, ne pa ženska, ne? Mislim, na koncu koncev, če ne bi bilo žensk, ne bi nikogar bilo tu, ki sedimo, ne? Če ne bi bilo žensk, tudi nobenega moškega na tem svetu ne bi bilo, ne? In zato je to meni pač absolutno nesprejemljivo, no? Ta pokroviteljski odnos do žensk, oziroma ne samo pokroviteljski, ampak tudi še kaj hujšega. Kaj hujšega. Saj sam si že omenjal to kolumno z Mijo Skrbinac, ne? Bil si verjetno eden redkih, ki ji je stopil v bran, oziroma ki jo je razumel in je vedel, pravzaprav govoriš o tem, da bi si težko izmišljala in pravzaprav okolje, ki bi moralo dati podporo, se je pravzaprav obrnilo proč, ne? Ja, pač to je klasična politična finta, ne, pač da si opereš roke oziroma neko nevtralno pozicijo se postaviš, ampak v takem primeru je nevtralna pozicija napačna pozicija, ne. V takih stvareh je pač se treba postaviti na stran eno ali drugo, ne. Zaradi tega, ker če zavzemaš nevtralno pozicijo, se definitivno postavljaš proti, ne. To je podobno z volitvami. Če ne greš, si dal glas, ne, v bistvu, v vsakem primeru, ne. In meni pač takrat je bilo to, mislim, lahko razumem, zakaj je akademija naredila to, kar je naredila in tako dalje, zaradi tega, ker pač je bilo tega kar veliko, no, ampak tako, ne glih v
taki meri, kot je bilo pri mi. Ne. In pa jaz, takrat sem pisal o tem, pa tudi zdaj še enako razmišljam, da pač ne razumem, zakaj bi ženska šla po 5 letih to govoriti, če bi to bilo nekaj mimogrede. Ne? Torej pomeni, zakaj bi to vlekla iz naftalina, rečemo temu, po 5 letih, ne? In jaz pač ne razumem ljudi, ki so jo pol začeli napadati, ne? Ker mislim, da nje je bilo že dosti hudo, izkušnja je bila dosti huda s tem, da je bila pol toliko korajžna, da je prišla s tem ven v javnost, povedala, ne? In pa se je zgodilo pač, kar se je zgodilo, ne? Oziroma pač odziv je bil tak, kot je bil, ne? Žalosten v bistvu. Ja, res. Predvsem skupaj, ne? In tudi, kar se mojih kolegov tiče, veliko njih se je postavilo na stran mojega kolega, ne? Torej Matjaža Tribušona, pa se on je bil vedno tak, pa sem, pa tja, pa ono, pa mislim. Nekaj drugega je, če ti to počneš v gostilni. Nekaj drugega je, mislim v gostilni, torej če greš do ženske in se začneš z njo pogovarjati ali pa jo nadlegovati verbalno ali kakorkoli. Ne? To je ena stvar. Ne? Problem, večji, še večji, tako bom rekel, še večji problem je pa to, če ti počneš to z pozicije moči. Ja. Torej, ti si profesor in ti si na poziciji moči. Ne? In torej pomeni tisti, ki je pod tabo, je logično, da bo reagiral drugače kot v gostilni, ki bi ga poslala v Božjo mater, pa focen bi mu dala, pa bi bila stvar zaključena. Ne? No, ali pa tudi ne, no, kakorkoli. Tu je pa drugače in da si pač to en profesor privošči na tak način, pa to ni bilo samo enkrat, to je trajalo, ne? To je trajalo precej časa. Ne? In zato je meni pač nesprejemljivo to, da se je potem še po njej začelo tolči. Pa tudi, če se spomnimo, ne, če kdo gledal slučajno intervju, ki je Miša Molk imela z njo, ne, Tisto je bilo... to je tudi katastrofa. Ne. In zdaj stvar je o tem, itak je bila pa zdaj še vmes še ta korona, ne, kjer je pa to zdaj počasi prihaja ven in vsi podatki in vse te zadeve, koliko v bistvu nasilja med 4 stenami je bilo. Ne. Mislim, koliko se je povečal procent nasilja nad ženskami med 4 stenami med korono, zaradi tega, ker pač smo bili zaprti in nihče ni mogel nikamor, ne. Zdaj pa, ali je to povezano z alkoholom, ali pa tudi ne, kakorkoli, ne. Če lahko kam greš, pač greš, ne. Zdaj pa nisi smel nikamor, kar pomeni, da to ostane tam, ne. In pol se pač to zgodi, kar se zgodi, ne. Zdaj prej si že sam omenjal to spoštovanje različnosti in meni se zdi, da čeprav smo rekli, da bomo tvoje like pustili in drugačnosti, da bomo tvoje like pustili nocoj ob strani, pa se mi zdi, da bi vseeno nam lahko nocoj z nekaj stavki spregovoril tudi Dušan Vavpotič Dule, ki v narečjih, v kolumni Narečje spregovori, pa nam mogoče prebeleš vse to, kar je Dule tukaj povedal, pa se potem pomeniva nekaj od teh stvari. Kaj je bilo že to? Ja. Kom gre ta svet? A sploh še smo ljudje? Zakaj se samo grebemo? Zakaj se več ne družimo tako včasih? Zakaj se več ne komuniciramo tako je treba?
Zakaj se več ne maramo eden drugega? Zakaj se več ne ljubimo? Vprašam vas, kam gre to, da naša država? Kam gre to, da naša politika? Bogati so vedno bolj bogati, rejveži pa vedno bolj našpukamo. Že znani slovenski pisatelj Ivan Cankar je zapisal: narod si bo sodbo pisal sam. Ljudje, mi ne smemo pustiti, da bojo drugi odločali namesto nas. Tako je To je bilo govoril. to, Ja, tako je govoril Dušan Vavpotič Dule. Prav gotovo se ga spominjate in mislim, da je zadeva vendarle, da je zadeva postala tako resna. Mogoče nam poveš, kaj vse se je zgodilo potem. Ja, tu se je to stvari. Veliko stvari se je tudi zgodilo okoli tega. Mislim, se smo, koliko što je bilo, 12-13 let. Sem igral Duleta, no, v različnih medijih, no, od gledališča do televizije in filma. In še potem YouTube filma, in tako ja. dalje. Ja, takrat leta, dobro, Monodrama je bila narejena leta 1999, pol 2003 je pa prišel film ven, ne. 2002 smo ga snemali, 2003 je pa prišel ven, ja. In pač jaz takrat še nisem bil, rečemo temu, toliko prepoznaven, kot sem zdaj, in pač ljudje niso poznali, mislim, ne. Dobro, nekateri, ki so hodili v gledališče, pa kdo je kaki film videl, pa, ampak to je vseeno še peščica proti temu, kar je zdaj. No, v glavnem. In pač noben ni me jemal kot igralca, ampak zares. In takrat pol na TV, dobro, pol je prišel film ven, pol sem šel na TV, pač to nedeljsko popoldne, teh 5 minut. In tja so pol začela prihajati pisma gledalcev. Saj mi smo tudi knjigo izdali v samozaložbi, knjigo teh pisem, ki sem jih dobil na RTV po oddajah, in takrat nekako se človek malo zamisli, kam naj gre naprej. Zaradi tega, ker jaz sem tam dobival konkretne prošnje za pomoč, ki niso bile kar tak. Od ljudi iz zapora, iz odvisnikov, iz psihiatričnih bolnic in tako naprej. Če se spomnim enega iz Primorske, iz Idrije je pisal, in me prosil, če lahko ga zvlečem ven iz bolnice, ne, oziroma ne iz bolnice, on je bil že v zaporu. Ja. On je bil v zaporu, ne vem, kaj je bil, ali je dilal je, ne vem, v glavnem odvisnik je bil, v glavnem na heroinu je bil, pol je seveda začel dilati tudi, pol so ga dobili, ampak so ga pol za začetek dali na pač rehabilitacijo, odvajanje, kaj ne temu rečem, ne, v Idrijo, v bolnico. Pa ko je prestal, pa v zapor. Ne. In bolj vem, da on mene prosil, da ga rešim z tega zapora ven, ker tudi droge je več kot zunaj na ulici in da se on ne mora več zadrževati in tak dalje in tak dalje. Tako da v bistvu tega je bilo pa do hudo butastih stvari, pa hudo butastih predlogov je bilo kar nekaj, no. Tako da ja, pa se začnem spraševati v bistvu, ne, ker mi smo skupaj, ne, torej to nisem jaz sam, ne, tu sta Rok Vilčnik pa Matjaž Latin, ne, to smo mi trije pač skupaj delali, ne.
kam, ne, mislim, prestopili smo nekako mejo, ne, ta meja med fikcijo in realnostjo se je absolutno podrla, ne. In ti zdaj v bistvu nekako, ko si v fikciji, rečemo temu, si na neki varni razdalji, neki varni distanci. Ja. Ne? Tu smo pa prestopili, ne? Ja. Tu pa zdaj ni več. Ne? Tu si pa zares, v bistvu ljudje te vzamejo zares. Ne? In zdaj kak naprej, ne? Ne? Zdaj ne grem pomagati človeku, pa ga zvlečem ven. Ne? Potem si že... Ja, in pol se pa druge stvari sprašuješ. Ne? Zdaj, ali sem jaz pol, ne? Mislim, pol bi... Še igralec ali si nekaj drugega, ja? Zamenjati, ne? Sej ni problem, ne? Ampak pol bi mogel iti početi nekaj drugega, ne? V življenju. Ne to, kar pač počnem, ne? Oziroma sem počel in še zmeraj počnem. Ne? Teda pol na koncu sem se vseeno odločil, da bom ostal to, kar sem, zaradi tega, ker pač rad počnem to in je pač moj hobi postal moje življenje. Ne? In je bilo kar, no, v bistvu kar napeto, no. Do cenzure, vse smo dali skozi pri Duletu, ne. Tako da cenzura obstaja od vedno. Ne? Ja. O tej, torej pišeš oziroma govoriš, jo doživljaš tudi še, ali mogoče bo zdaj boljše, ampak si jo doživljal tudi na televiziji, ne? Ja. Še kaj kako že? Brezniti, še breznjuješ? Ali kako? Brezniti, ja. Ja, mislim, jaz sem zdaj pač... ne dobivam več tega, oziroma verjetno dobivajo še na televizijo, ampak jaz sem pač rekel, da me ne zanima absolutno več in ne mi tega ne nosijo več, zaradi tega, ker se mi ne da več tem ukvarjati, s temi res, ampak res nebulozami. Ne? Zdaj sem te, oprosti, prekinila, si hotel. Se mi zdi, da je Duleta so res ljudje vzeli tako zares, kot si ti zdaj govoril, ampak se mi zdi, da v nekem trenutku, ali pa mogoče še vedno tli neka ideja o neki ponovni vrnitvi tega lika, tako v taki ali drugačni obliki, ali kako? Ne vem, mislim, tam med korono smo začeli 3 oddaje, smo naredili, no, po 10 minut, pol nam pa ni šlo več naprej in smo nehali. Ampak lej, Duleta je najmanjši problem potegniti ven. Ja. Ker štajerščina je že prva zadeva, ne, o kateri tudi pišeš v tej kolumni. Ja, ampak ne, pa tudi sicer, ja. Tudi tak je, da glede na to, da se niti ne bom rekel, da se je naselil vame, ampak je iz mene prišel. Ja, saj smo videli, kako zelo si bil, torej nič ti ni bilo treba, bil si Dule. Sem lasje so majčkeno krajši. Bundeslige ni pa, ja. Pa kapa manjka, pa kapa, pa trenerka, pa beli zokni, pa tak dalje. Ja, tako da njega se vedno lahko potegne ven, samo zdaj, glede na zgodovino, kaj vse smo dali že skozi z Duletom, je pač zdaj vsako novo obujanje, si treba nekaj novega zmisliti. Ja, nazaj vrniti to, kar je bilo, je brez veze. To smo dali skozi. Vedno je treba pač iti nekam naprej. Tako. Zdaj prej si rekel tudi, da še nisi bil takrat prepoznaven, ampak jaz mislim, da si pozabil mogoče na eno svojo res nepozabno filmsko vlogo, ne, Tantadruj. Ja. Tam si bil resnično. Ja, ampak to je bilo vseeno, ni isto. Ne. Vse veste, pač je, kakor je. Ne. V gledališču garamo, se znojimo, dajemo vse od sebe, na koncu tudi na filmu delaš, kolikor delaš, ampak
Glejte, ni čez televizijo. Ne? Ja, pač, ko si na televiziji, pač vstopiš v dom vsakega. Ne? Ja. V gledališče se je treba odpraviti in iti tja. V kino se je treba odpraviti in iti tja. Ne? Nekateri to redno počnejo, nekateri to občasno počnejo, nekateri pa to, oziroma, tako bomo rekli, velika večina pa tega sploh ne počne. Ne? Tako da v bistvu to je vedno tak, ne. Jaz sem dosti bolj ponosen na nekatere druge stvari, kot na vodenje kviza Vem, ne. Ampak je pa pač tako, kot je, ne. Ja. Prepoznavnost pride pa logično, če si od ponedeljka do petka 8 let, ob 6:30 do 7, pol pač je to, ne. Ja. No, že nekajkrat sem omenila, da je pa tvoja najmočnejše področje družbena kritika. Ne? Dobro, seveda se je z Duletom sva to že majčkeno nakazala in teh kolumen je pravzaprav v bistvu največ. Torej, vidiš stvari in o njih govoriš, na živce ti grejo torej bom rekla pokvarjeni politiki, potem kvazi podjetniki, slabi zdravniki, šarlatanstvo tako oziroma diletantizem tako ali drugače. Tega je kar veliko v tvojih kolumnah. Ja, glih tako obdobje je bilo, ne. Pač živeli smo 2 leti v avtoritarni državi, ne, ki je pač mejila ali pa že to celo bila fašistična, ne. In glih to obdobje sem pisal kolumne, ne. In pač ob petkih kolesarov in tako naprej, ne. In zato je pač v bistvu toliko tega, zaradi tega, ker je takrat pač saj sem tudi pol sam že šel sam sebi na živce, ne, zaradi tega, ker sem na nek način govoril samo o tem, ne. Ampak se dolgo nisem mogel izviti, rečemo temu, iz tega primeža, ne. Kar je na nek način bilo tudi voda na mlin takratni oblasti, kakorkoli gledano, ne. Več se z njimi ukvarjaš, boljšim je, ne. Ampak takrat ni šlo drugače, no. A veste, ne. Mislim, ne. Ko je vojna, ne. Ne moreš reči, da ni vojne, ne. In to pač, saj to smo se že dostikrat pogovarjali, tudi tu s prijatelji v Mariboru in tako dalje. V Ljubljani v teh 2 letih je bilo precej drugače kot kjerkoli drugod v Sloveniji. Ljubljana je bila v bistvu 2 leti pod obsedenim stanjem, ne. To je bilo pač maščevanje bivšega premierja temu mestu, ne. In je bilo res, mislim, praktično vojno stanje, ne. To so bile barikade po ulici, ne. Ti nisi mogel, recimo, ne vem, takrat, ko je bil ta dan državnosti, ne, ta prvi, 25. junij, nisi mogel po centru Ljubljane hoditi, ne. Je bilo isto, kot v času italijanske okupacije. Na Tromostovju je bila barikada, pol na Obrežju je bila druga barikada, zaradi tega, da so se pač zaščitili na Kongresnem trgu, ne, ker so imeli proslavo svojo, ne. In je plus tega, da ne govorimo o solzivcu in tako naprej, tudi takrat moj, kaj je bil, 9 let star, 9-letni otrok, ki se je vračal od soseda, prijatelja, ne. Pač mi živimo blizu centra, no, ne v centru, ampak tam, ki je Delo, če kdo ve, ki je Delova stolpnica v Ljubljani. No, čisto tam zraven. In je tudi on fasil solzivec, zaradi tega, ker so zaplinili celo Ljubljano, ne. Cel center Ljubljane, ne protestnike, ne. Tako da je bilo
to zaprtje, ta korona je bila v Ljubljani precej hujša kot kjerkoli drugot. Ne. Zaradi tega, ker tam se je tudi kontroliralo skozi. Hoditi ven, itak policijska ura, dobra, ne. To so ljudi ostavljali po večkrat na noč, ljudi, ki so delali, ki so prevažali, recimo imam pač enega znanca, ki prevaža za laboratorije stvari, ne. Torej iz bolnice v laboratorij, ne. In to pač on nočne dela, ne. In to so ga po 4-5 krat na noč ustavili. Ne? Dokler ni znorel, pa je rekel, čekajte, in pol mu pa v isti sekundi ga pa kličejo z laboratorija, pa kje je, čakamo te, ne. Je rekel, no dajte se vi zmenite, evo izvolite, gospod policaj, ne. Z dovolilnico, torej on ima dovolilnico, da lahko to počne in tak dalje, tako da teh stvari je bilo kar dosti, no. Kar dosti in zato mi pač mene, mislim, jaz te avtoritarnosti absolutno ne prenesem, ne, ampak res ne prenesem. Ne. Tako da takrat sem pol se veliko razmišljalo tudi o tem, kaj so naši predniki v bistvu naredili. Ne. In če smo mi pripravljeni tudi to narediti, ne. Torej pustiti, če bi bilo treba, seveda, ne. Ampak takrat smo se že poigravali, vsaj jaz sem se poigraval s to mislijo, ker nisem vedel, kam bo to zapeljalo, ne, dokot bo to šlo. Ne. Nič v gost, ne. Ljudje so takrat, leta 41 pa pol do 45, ne, so puščali za sabo vse, ne. Torej družbeni status, premoženje svoje družine, vse in so se šli boriti, ne. In zdaj, a smo mi danes še, ne, a je še kakšna ideja, kateri bi lahko sledili, tako kot se je sledilo takrat, ne, ki bi prinesla neka drugačna razmerja v svetu, v katerem živimo. Ne? Ja, to je kar globalno in res tako temeljno vprašanje, ne? O katerem še vedno moramo razmišljati. Ja, definitivno. Ne? In mogoče res premalo razmišljamo, oziroma premalo akcije, aktivno, no, bom rekla, ljudje. Ja, glejte, mislim, stvar je v tem, dobro, zdaj te volitve so pač res zbezale ljudi ven, ne? Pa je bila volilna udeležba 70%, ne? Ampak kakorkoli gledano je to katastrofa, da se ljudem ne da dvigniti riti enkrat na 4 leta v nedeljo se sprehoditi 5 minut, ker maksimalno 10 peš je oddaljeno volišče, na katero moraš iti in oddati svoj glas. Ja. Ampak jaz pravim, to je šele začetek, ko oddaš svoj glas. Ja, jaz mislim, da bi potem moral terjati. Ampak že tu se ustavi. Že na začetku se ustavi in tu je problem. Ne? To sem glih, zdaj se še nisem, zdaj glih jutri imam snemanje, pa sem tudi eno fino besedo našel. Vseenizem. Torej pomeni, to je to, ne, vseeno. Kajte, vse so vsi isti. Vseeno. Vse nima smisla. Ampak to ni res. To preprosto ni res. Niso vsi enaki. Ne govorim, da je nekdo dober, drug pa slab. Ampak niso vsi enaki. Eden je vkradel 1 milijon, drugi je vkradel pa 10 milijard. Tudi ta dva, ki sta oba kradla, sta različna, ja. Tudi o tem pišeš v eni kolumni. Zdaj, mogoče bi se še samo ene dotaknila, v bistvu, ki si jo zelo doživel na svoji koži, ne? Če ti rečem šef, potem veš, o čem te bom spraševala. Ja. Torej, ko šel si kar, torej začel, to je bila tvoja prva služba? Prva služba v MGL-u, v mestnem gledališču Ljubljanskem, ja. In si doživel to moč šefov, moč in aroganco
nadrejenega. Moči, Ja. pozicijo znašanje človeka na poziciji moči. Ja, no, sej, da ne zdaj izgleda, da vsi udrihamo po njemu, čeprav si zasluži, ne me narobe razumeti. Takrat je bil Boris Kobal, direktor v MGL-u. In dobro, zgodba je zgodba s predzgodbo, seveda, ker vsaka zgodba ima predzgodbo. V glavnem, leta 1999 smo mi z Mestnim gledališčem ljubljanskim s predstavo Ognjeni obraz gostovali prvič po razpadu Jugoslavije v Beogradu. Torej, to je bilo prvo gostovanje slovenskega gledališča v Srbiji po razpadu Jugoslavije. In seveda to je a priori nekaj posebnega, torej na nek način se kulturne vezi začenjajo spet vzpostavljati in tako naprej. In mi seveda, tam smo bili seveda sprejeti, lepo sprejeti, no, zelo lepo. Pustimo te protokole, pa župan Beograda, pa ono, pa tretje, pa vse. In gospod Kobal ni šel z nami, kot direktor gledališča, ker je šel smučati. Glih ta teden. No in jaz, pol, ko se že vračamo z Beograda, pa če nisem mogel biti tiho, sem rekel, pa pojmo mater, pa kaj je to, mislim. Kakšen direktor je to? Ne? Prvo ko prvo, ok, že na gostovanje greš zraven, ne? Torej mednarodno gostovanje. Ne? Ponavadi je pač bilo to. Ne? Drugo pa sploh pa še to gostovanje, ki je v bistvu pa še, mislim, še en večji globi pomen ima. Ne? No, v glavnem takrat je pol ena kolegica, pokojna, zdaj že to njemu nesla na nos oziroma na uho in takrat pol sem jaz bil na nek način malo odrezan. Ne? Pač nisem dobival več za delati, toliko sem dobival prej in tako naprej in tako dalje. Jaz sem pa takrat bil, kaj pa vem, nisem bil 30 let star niti. In sem se pač seveda želel delati, pač, no, bil sem, mislim, ambicijo sem imel, no, kakorkoli gledano, ne. No in pač sem šel pol na koncu na pogovor k direktorju, k šefu. In smo pač rekel, da si želim delati, ne, mislim, da jaz sem zdaj tu, pa to, kar delam, mi enostavno ni dovolj. In da bi rad kaj konkretnega delal, pa tak dalje, ne. To, kar sem prej že delal, ne, mislim, saj nisem, ne. Ja, in pol me on rekel, pogledal tako v strop gor, so bile pa tele bele plošče, ki so, ni knauf, ampak je bil še azbesta, veste, tisti, ne. Je rekel, le, sej veš kaj, to je zdaj isto, k azbestu moramo menjati, sej, oglasi se, no, pa boš, ne, boš lahko. Ne. In pol sem bil šokiran, pač nad to izjavo. Kao v humorju, saj se zajebavamo, ne. Pol sem dal pa odpoved, no. Pol sem pa rekel, da si mi ne ljubi več zgubljati časa tu in sem dal odpoved in to je ena mojih boljših odločitev v življenju. Tako da hvala, Boris Kobal. Ja, pravijo, da je vse slabo za nekaj dobro, ne, malo oguljeno, ampak gotovo te neke take situacije potisnejo na neko drugo pot oziroma pripeljajo. Ja, in ko si ena vrata zapreš, se odprejo druga, ne. Gotovo. Zdaj imaš na stežaj odprta vrata Prešernovega gledališča oziroma to je tvoj dom, kjer se odlično počutiš in ja, uspešno delate, majhen družinski kolektiv. Torej tudi pisanje kolumn te je nekako spodbudilo, da si tudi tam bolj, oziroma so tudi drugi opazili, da si tudi tam v gledališču bolj aktiven kot pisatelj oziroma pisec nekaterih besedil.
Ja, ne, to je šlo eno z drugim. Ne? Ja, saj pravim. V bistvu, pol, ko so pač začeli čitati, zdaj moram že skoraj za vsak gledališki list članek napisati. Ne? No, tako. In zdaj, a te je mogoče to spodbudilo še za kakšna druga pisanja? Ja, se pravim, imam že nek idejo, ampak vse tako sem že na začetku rekel, se spravljam ko lačen srat, ne? In se zares še... 60, ne, Peter? 60. Ne, prej pa bo. Ne, No. prej bo. Jaz upam, no, je bila cesta. Ja, tako da nisem še zakopal tako, kot bi moral. Ampak bom. Pride čas. Upajmo, da ne čas kakšne nove korone. Ne. Kakšen drug definitivno, resničnejši in lepši čas. Ker v naslednji koroni, če bo, ne bom doma. Gozdu boš. Gozdu bom, ja. Ali pa nekje ob morju, ne, ki slovensko sega, kot pišeš v eni kolumni, do Zadra, kjer si se potem zaljubil. Ne? Ja. Okay. Mogoče ima kdo kakšno vprašanje za Aljošo ali pa kakšno, ne vem, bi mu kaj povedal? Verjetno potem v malo osebnejšem stiku. Jaz bi pa zaključila spet z Melitino spremno besedo, ki pravi: takole zbrane Aljoševe kolumne delujejo kot poučno branje za te in za prihodne generacije tistih, ki še berejo in ne bodo odnehali. Hvala ti, Aljoša, za kolumne in za ta pogovor. Hvala enako.